Lep pozdravček, prišla sem službe. Današnji citat. Če iščeš osebo, ki bo spremenila tvoje življenje, se pogledaj v ogledalo. Roman Price. Amen. Danes sem prebrala tole knjigo Colombe Schneck, Diptych, to je prevedeno iz francoščine. Govori o dveh prijateljicah, ki sta odraščali skupaj in potem vmes malo izgubili kontakt, obe se poročili, imeli otroke, obe se ločili, potem pač ena umre, zelo pač mlada, ne pri 50-ih, za boleznijo in pač ta prepoveduje zgodbo. Meni osebno ni bila toliko všeč, ocenjena z 2 zvezdicama, je pa to tele založbe No Press, to je v bistvu tako, mislim, da zelo mlada založba, mislim, da so 1 let na tržišču. Jaz sem jim tudi pisala tako malo za sodelovanje za tole knjigo, zaradi pač nek izvod brezplačen, ampak za sposojeno, ampak nisem nič odgovorila. Še sreča, ker ne bi mogla fejkati, da mi je všeč, ker mi pač ni. Vsi jo sicer hvalijo na družbenih omrežjih, ampak pač vsak ima svoj okus. Se zgodba ni slaba, da se razume, tako je zelo dobro napisan. Sicer bolj proti koncu mi je bilo všeč, tudi tisto, ne, vsak ima svoj okus. Nekaj ti je všeč, nekaj ti pa pač ni. Čeprav imam knjige za brati, ampak nisem mogla se opreti in sem še od Elene Ferrante naprej, ta 3. del vzela, ker enostavno moram jo imeti, da ne pozabim, kaj se pač zgodi. Pa sem še tole vzela zgolj detajl, to je, govori pač o Palestini, tako da to sem slučajno zanč našla, ne vem kako, in sem si ne, prav na Kobisu sem, od Palestine sem prav na Kobisu iskala in sem si tole zapomnila in pa danes vidim tam pod priporočila, vidim tole, sem jo tako vzela, pa še eno poezijo. Skratka, to po vrsti, kakor pač bo. Mogoče kar Elena Ferrante, mislim, zdaj sem začela eno novo brati, kar Eleni me vleče. Zdaj bom pogledala Masterchefa, novo epizodo. Kako mi sem čakala na novo epizodo čez vikend. Daj mi tako kakšen klip, malo dolgočasen, ampak ne vem, fura da gleda Masterchef in verjamem, da marsikdo fura da gleda. Dobar dan, lep pozdrav. Dragi, sem prišla v BTC. V tepih za doma, ker ima parket se mal uničil, ker že par let brez parketa zaradi prahu, ampak počitno treba. Prišla sva tle tuš. Jaz nisem tle že par let. Kaj s to mojo kamero? No, se v zadnje itak ne rabiš. Je tako čudno vreme, kada se bo ulil, da se po moje se bo kakšne nevihtice pa to, ker tako malo suparen. Najprej sva v Isku, sem na hit, zdaj greva v Ikea, greva naprej jesti, ker sva tako lačna, na lepo kosilce, pa prvi pogledat iz tvojih. Vsi sem nekaj išče me preprogo, ne? Ja sem, bože. Pa upam, da bomo našla kino, ker v Isku ni bilo tako lihkej. Bolje vse nepraktično, kako boš ti sesal, tako da upam, da ki najdeva. Vreme je tako čudno, se bi moje tako ulil. Upam, da pridem še suha do službe. Nekateri gremo po stopnicah, nekateri grejo pa po tekočih stopnicah. Najprej je kosilo, postrežba ni bila najbolj prijazna. Našla sva eno preprogo, pokažem, ko jo bova dala na tla. Vzela sem 4 cimetkove. So paranje pa tok. Sanda preberam citat. Potrepljaj se po rami. Daj si nazadnje čestitela, ki je si resnično super. Danes sem imela srečo, ni me ujel dež. Vmes je dežval in ko sem končala, ga ni bilo, je nehal. Trenutek resnice. Recimo, da je lepo. Lepo je in popestri sobo, ampak bomo zdaj videli, kako bo to, ko bom jaz to sesala. Koliko bo to praktičen.
Dober dan. Vmes sem začela brati eno knjigo, pa mi je bila tako malček dolgočasna in sem skozi o Leni razmišljala in pa sem pa začela to brati, da bom pol nadaljevala po tej. Še današnji citat. Kadar si pod stresom in živčna razvalina, si vzemi čas za sprostitev in se razvaja na vse mogoče načine. Danes sem imela še po službi zobarja, čistila mi je, pač ona temu pravi lasersko čiščenje, pač whatever, 220 €. Ko prav, fuck, ste vi normalni? Ok. Jaz sem spremenila tale tepih, se pravi, če sem ga izdala tako, pogled, dragi sem, ampak težko se premika, a ne, moraš tako malo dvigant in pa sem se zdaj spomnila, da ga dam tako. In jaz mislim, da je to ful boljš in pa je ful fajn, ker lepo dam copatke in grem tako lebosa. Tukaj je doben. Ojla, nič posebnega se ne dogaja, zato niti ne snimam. Pač prišla sem iz službe, standard jedla, peril, te gospodinske stvari, posoda, posesala sem. Pripravljam se za eno izmenjevalnico, ki bom šla v soboto v Kranj, tako da nekaj sem že pripravila, pa tle imam še nekaj par stvari za probat, da vidim kako pa kaj. Naredila sem si kofe, sicer že pozna ura, 6, no, prepozno za kofe, upam, da bom lahko spala, ampak mi sede, ker sem samo eno spila. Danes sem ful grdo padla na busu, pa sem se tle udarila. Pač tukaj ta del, sem imela dejansko srečo, se nisem udarila kam drugam, v glavo ali pa kaj. In to krivim seveda tudi sebe, ampak tudi šoferje, ker ful grdo vozil in itak se nas biša, da se pač pretožim, ker ni bilo fajn. In me še zmer boli drugač, pa je tako 2 uri menilo tega, 2-3. To je tudi ena družinska kulturna dediščina, ful je mehna in ful redko da pijem iz nje, pa sem rekla, evo zdaj rabam eno mehno kavico, bom zipila. Pa zanj se z dragim slišva in prav on men, da razbim eno skodelco. Jaz suno, saj da ni kulturna družinska dediščina, no tako ne ni, vesko, ok, gut je. Današnji citat. Najprej ime rada sebe in vse drugo se bo rodilo, kot je treba. Če hočeš kaj narediti na tem svetu, se moraš resnično imeti rada. Lucille Ball. Ja, to ja, ampak nas ne učijo, kako se imeti rad. Seveda to pol s terapijo je delo na sebi, ampak je pa treba ločiti to. Zdrava mera ljubezni do sebe napram narcizmu, a ne. Lep pozdravček. Najprej sem pa še dam, zdaj skuhala kavico, berem knjigo, najprej pa berem citat. Ta teden si privošči svoj najljubši zajtrk. Prebrala sem Eleno Ferrante o tisti, ki bežijo in tisti, ki ostajajo. 3. knjiga neapeljskega cikla, 4 zvezdice, jaz obožujem to žensko. Ne vem, ta pač način, kako ona opisuje like, zelo kompleksno, ja, tudi so mi šli na živce na momente, seveda, da je tudi kakšna stvar malo dolgočasna, ampak pa neka stvar se zgodi, ki sploh ne pričakuješ, bam, in si samo Tako da ja, jaz jo obožujem, napiš mi komentar, a imaš rada Eleno Ferrante. Tako da sem si že sposodila 4. cikel in tudi zadnji cikel, ker pač enostavno moram vedeti, kako se konča. Še eno od njih sem si sposodila, v bistvu imam še 3 njene knjige za prebrati in to je to. Tako da ja, pa sem šla danes googlati podobni avtori kot Elena Ferrante, nekaj sem našla, tako da ja, če imaš kakšen predlog knjige oziroma avtori ali avtorice, ki so podobne njej, please napiši komentar, ker to rabim. Ta stil pisanja, ne vem, pač lovam, toliko me not potegne, da sem samo res v nekem takem mehurčku, svetu svojem in to tisto, kar jaz rabim. Če sem hajpana, ja, zdaj imam v bistvu ful dela. Tle imam par stvari za pospraviti, moram hodnike spucati, ker mi stanovalci hodnike čistimo, prideš, ne vem, na vsake 2 meseca na vrsto, nekaj tasgano, tako da se moram tega lotati, dragi mi že ne more pomagati, ker dela. Včeraj je bil cel dan, danes je in jutri in pač ne bom otežila, ne normalno, ker je tako utrujen. Tako da ja, bom to pač se moram čim prej lotati, da se čim prej znemim, ker ne maram tega početi, ampak jebi ga pač, ko je, dožnost, ne.
Pa še par stvari tle spucati, pa narediti neko sladico, ali bom naredila piškote, ali bom naredila mafine, ne vem točno. V bistvu to energijo zarabim za pucanje, tako da moram čim prej se spijem kofe, pa grem, da me ne mine. Mat mi je naredila kitko. Upam, da se je videla, ni dober. Pač tukaj je hudo. Se nekaj, da mi mora enkrat narediti, ko bom šla v službo. Bila sem zelo produktivna, se pravi, pomila sem hodnik, prala en stroj, tako, in prebrala tale roman. Se pravi, zgolj detajl, Adanija Šibli, ona je palestinska avtorica, pa zelo kratka knjiga, tam 136 strani, pa ful velika pisava, tako da res zelo hitro prebereš. Pač ja, 4 zvezdice, to žalostno stanje, ki se pač dogaja v Palestini. In prva zgodba se dogaja med drugo svetovno vojno in potem pridemo na sedanjost. Ma pač, ja, vse vemo. Tako da priporočam absolutno, žalostno, ampak ne. Zdaj imam pa jaz plan ali narediti piškote, ali narediti mafine. Še sama nisem čez jih, da pač malo ponucam ono čokolado, ki jo imam, oziroma da pač naredim domačo sladico, ne. Pa tudi nekaj slanga bilo fajn pripraviti. Ne vem kva. Ja, ura pa že 7:30. Ne vem, ful sem zmedena, ker je pač tako dolg dan in pa misliš, si še ful zgodi, pa si pa ura je že tako, ne vem, recimo nekaj čez 8, pa kaj. Tukaj je mafinček. V par mafinov sem dala pistacijevo kremo, oziroma, tle je ni. Damn. Niso tako dobri, kot sem mislila. Se niso slabi, 7 od 10, ampak ta mehkoba manjka. Joj, s temi mafini imam jaz kislo smetano treba dati v mafine, v maso, ker pol ful bo ratajo. Tudi brez. To pa zelo dari ogant. Dobro jutro, oziroma ni jutro. Spala sem s tole kitko, pa je pač frizura malo. Si bom razdrla kitko, tako da bo boljš. V glavnem, zdaj sem si naredila zajtrk, tle imam koruzico in pa wafle zdaj pečem, pa jajčka, sirček, tako da yes, baby. Tle še en wafelček, pa ostalo se peče v tej napravi za wafle. A niso hudi kodri? Evo, nakit je in pičim v službo. Evo, sem prišla domov, sem utrujena. Preberem citat. Občutek lastne vrednosti izhaja iz tega, da se zavedaš, da si častivreden človek. Ja, in da je vsak unikat. Vsi mi smo unikatni. Ja, vem, da sem omenila, da bom šla danes v Kranj na izmenjevalnico oblačil, ampak se odpovedala zaradi dežja. Čeprav sem pogledala, je bilo tako, ne vem, 20% možnost dežja. 2 izmenjevalnici so bili včeraj in nisem šla, zato ker sem hotela iti gor. Predstavljala so sicer za en teden, se pravi naslednjo soboto, ampak naslednjo soboto jaz ne morem, ker greva z Dragim v Bosno za vikend, oziroma ponedeljek se vračava, ker greva na eno poroko. Pač sem jezna, ker sem res nabrala stvari, pa pobišla pač rada tja, kam imajo tudi tako bolj vintage stvari. Tako da ja. Tako da ja, naslednji teden greva v soboto popoldne v Bosno, tako da vlog, sva to naslednji teden vlog, če ne bo ponedeljek, bo pa torek. Sam toliko, da prej uvestim, da se pač ve, ker odvisno, da se bo vračala in koliko hitro mi bo pa pač uspel naložiti, ker v Bosni nalaganje YouTube bo kar pozab, ker to gre čist preveč interneta in enostavno ne gre, no. Tako da sem to, da veš, ponedeljek ali pa torek bo. Jutro, evo, bila sem na kavi, zdaj pa še na eno. Dobiva se še s kolegom Duletom na golfu, tle je Stanižice,
Tukaj lepo tle, mirno, narava. Tam je Bošnjak, polno. Kako je lep dan. Da ni dežja, pa da ni mrzlo. Dober tek. Zdaj sva na sprehodu. Bolje prijetno. Kopala sem se. Tole je po moje najkrajši vlog, odkar vlogam. Kakšnim bo všeč, kakšnim ne. Vseeno upam, da ti vlog všeč. Hvala, da si tle, hvala, da gledaš. Želim ti lep teden, rada te imam in se gledamo. Čau!